stranišče in sicer o tem, kakšen je bil, kakšen je in kakšen bi lahko bil. Predavala pa bo naša članica, umetnostna zgodovinarka, Anja Potko. Hvala za besedo. Pozdravljanje tudi z mojim imenom. Danes bomo predstavili diplomsko nalogo z naslovom Dvorec Studišča in problematika njegove rabe, ki je nastalo v lanskem letu pod mentorstvom Polone Vidman. Diplomska naloga je razdeljena v 3 večje sklope, pri čemer prvi obravnava baročno arhitekturo v Evropi in podrobneje tudi v Sloveniji, drugi celotno zgodovino dvorca, tretji pa njegovo problematiko. Če pogledamo najprej baročno arhitekturo. Barok se je v Evropi razširil med leto 1570 in 1780, razdelil pa se na zgodnjega, visokega in pa poznega. Cilj baročne umetnosti je bil preprost, v vidnem častiti nevidno. Bistvo baročne arhitekture pa je bila reprezentacija naročnikov. Zajela je tako posvetno, kot tudi duhovno oblast v Evropi, vsi so postali obsedeni z neizmerno gradnjo, razsipnost pa se je kazala v velikih merah cerkva, graščin, razkošje pa se še dodatno pohotilo v umetnih vodnih površinah. V ta čas, ko so vse veje umetnosti postale podrejene arhitekture. Ena prvih stavb z vidnejšim mestom v baroku je cerkev Il Gesù, zgrajena 1575. Tisto leto je bila to ena najbolj revolucionarnih stavb v Rimu, saj so njeni elementi potovali povsod po Evropi. Vrhunec baročne arhitekture sta v Rimu predstavljala arhitekta Bernini in Borromini. Florisu so v tem času začeli pripisovati vedno večji pomen, sam po sebi pa je postal umetniško delo. Če je v renesansi popolnost predstavljal krog, je to sedaj postala elipsa. Kljub vsemu pa v baroku še vedno čutimo namerno strogost in red, ki se kaže v simetriji in v ravnotežju. Za ta čas se je razvil izraz celostno umetnino. Nekje od srede 17. stoletja pa Italija več ni imela vpliva na ostalo Evropo, saj se je težišče preneslo v Francijo. Leta 1688 so namreč zavrnili Berninjeve osnutke za vzhodno fasado Louvra, nadomestili pa so jih z osnutki Francoza Peruja. Ta dogodek je označeval začetek zgledovanja po Franciji. Francozi to obdobje ne imenjujejo barok, ampak doba Ludvika 14. oziroma klasicizem. Rimske cerkve in francoski dvorci so v tem času postale fantazije stoletij. Vsak manjši plemič je želel imeti svoj Versailles, vsak majhen samostan pa je želel blišč Berninjevega oziroma Borrominijevega oblikovanja. Čas okrog leta 1700 je čas največjega razpona arhitekture. Ta je sicer vključevala tudi ostale zvrsti umetnosti, vendar so te bile v sklopu celostne umetnine. Sedaj pogledamo še Slovenijo. Z baročno arhitekturo v Sloveniji se je precej ukvarjal Mace Šume, zato sem tudi obravnavala njegov razvoj. Meni namreč, da se je baročna arhitektura v Sloveniji razdelila na 3 pokrajine in na 2 stoletje. In sicer na 17. in 18. stoletje in pa na Primorsko, Štajersko in pa v srednjo Slovenijo z Ljubljano. Meni, da je srednja Slovenija izvedla stil Štajerske in pa Primorske. Kot sem že dejala, je razdelil barok na 17. in 18. stoletje. 17. stoletje je čas, ko se naše okolje sprejemajo baročne prvine in odmirajo gotske formalne tradicije. V 18. stoletju pa se presežajo tipološki okviri udomačenih arhitektur in sledijo razvoju celotne srednje Evrope. Šum je ugotovil, da je v tem času v Sloveniji preveval visoki življenjski standard, saj je to čas, ki nam je zapustil veliko spomenikov. Podobno kot tudi drugje v Evropi se je graditeljska vnema povečala v višjih družbenih plasteh. Šum je 17. stoletje razdelil na 3 faze in sicer na tak način, da je posebej obravnaval cerkveno in pa profano arhitekturo. Osredotočila se bom zgolj na profano. V prvi fazi se v arhitekturi obdrži še pozno-renesančna schema gradov in dvorcev, v drugi fazi se že začne pojavljati moč vodilne osi, v tretji fazi pa se vodilna os popolnoma prebije čez stavbo in si celoti podredi ostale umetnosti. Potem pa 18. stoletje. Prve arhitekturne spremembe se pojavijo v Ljubljani. To je edino mesto, ki je doživelo močan vdor italijanske arhitekture. Prvi rezultat teh novih vdorov pa je ljubljanska stolnica. Kot sem že dejala, se je arhitektura v tem času podredila slikarstvo in kiparstvo. Prvi avtorji pri nas so bili Italijani, sledili so jih Avstrijci, zraven njih pa so se razvijali tudi domači mojstri. Faza visokega baroka se je pri nas glavnem odražala predvsem v Ljubljani. Pozni barok pa se je preselil na Štajersko. Po 1740 so namreč plemiči pokazali do sedaj neznano graditeljsko vnemo in jo dokazovali z različnimi prezidavami in obnovami.
oziroma izgradca. Če se sedaj posvetimo dvorcu Turnišče. Dvorec Turnišče stoji na desnem bregu reke Drave, oddaljen je približno 3 km iz centra Ptuja. V njegovi neposredni bližini pa teče cesta Ptuj, viden pri Ptuju Leskovec. Okrog objekta pa je obdan s parkom, drevesi, ribnikov, z industrijsko cono in pa tudi z naseljem Turnišče. Grajski kompleks spada v občino Ptuj in je del ene izmed mestnih četrti občine Ptuj, četrtna skupnost Breg Turnišče. Skozi različna obdobja so se zamenjali tudi različni lastniki dvorca. Posest so ustanovili leta 1091 dravinski gospodje, v njih pa so v 1255 razeli gospodje Tujski. Ime dvorca se prvič pojavi že leta 1441 in sicer kot potrjena postava. V 16. in 17. stoletju je na to dvorec prehajal med različnimi plemiškimi družinami. Tukaj imamo tudi naštete, izpostavila bom pa zgolj najpomembnejše. Leta 1676 je posest kupila grofica Suzana Leonora Turn, ki se je na to v letih okrog 1680 skupaj s svojim sinom lotila prenove. Naslednji pomemben lastnik je bil leta 1826 Anton Šenskil, 1867 Maja Joža, med leti 1884 in 1945 pa so posest imeli v rokah znameniti lik. Po drugi svetovni vojni je bil dvorec spremenjen v dvojni zbirni center za otroke, kasneje v nacionalizirani graščini, pa se je vse do leta 1979 v njem nahajala poklicno poljedelsko živinoredska šola Turnišče pri Ptuju. Ta šola je nato bila ukinjena, v tem času je objekt pripadal občini Ptuj, od leta 1999 pa je dvorec zopet bil last države. V zadnjih letih je lastništvo dvorca na Ptuju in v okolici dvigalo veliko prahu. Kot sem že dejala, je od leta 1999 dvorec bil v lasti občine Ptuj, ki ga je v času Pahorjeve vlade prodala za 1,2 milijona evrov. Za mestno občino Ptuj je bila ta novica o prodaji neprijetno presenečenje, za katero je izvedela preko medijev leta 2010. V času prodaje gradu se je našel posameznik Samo Strelec, ki je takratni ministrici za kulturo predlagal, da grad odkupi 15 občin spodnjega Podravja. Ker do tega ni prišlo, se je nato v letu 2012 z 2012 drugimi somišljeniki odločil, da grad odkupi. Vsak od njih bi takrat prispeval 600 evrov, ko pa se je na seznamu nabralo že 600 ljudi, pa je država grad umaknila iz seznama za prodajo. Po umaknitvi iz seznama za prodajo se je država odločila, da bo grad prenesla iz Ministrstva na kulturo na Ministrstvo za šolstvo. To ministrstvo pa ga nato predalo šolskemu centru Ptuj za potrebe biotehnične šole. Slabo leto kasneje, torej v drugi polovici leta 2014, pa je država Ptujski občini ponudila brezplačni prenos nepremičninskega premoženja. Tako sta torej pismo o prenosu gradu 14.9.2014 podpisala takratni ptujski župan Štefan Čelan in minister za kulturo Uroš Viljic. Gradbena zgodovina. Turnišče se prvič omenja že leta 1441 in sicer kot stolpasti grb Pernest je najverjetneje bil zelo preprost. Današnji dvorec pa je naslednik gradu Pogrenje, ki je na tem mestu stal že 1592. To posest je, kot sem že dejala, kupila grofica Suzana Leonora Turn 1676, okrog 1680 pa se je skupaj s svojim sinom Maksimilijanom Turnom lotila prenove. Naročnik Maksimilijan Turn je v arhitekturi ponazoril ime graščine, hkrati pa tudi ime svoje rodine, saj so se na ostrešju obohotili stolpiči oziroma tako imenovani turni. Marjeta Ciglenečki trdi, da to je edinstven primer Slovenije, kjer se je rodinska ikonografija odražala v arhitekturi in ne v notranji opremi. Glede števila teh stolpičev oziroma turnov si raziskovalci niso najbolj enotni, Nace Šumi jih je predvideval 17, Jože Curk 25, medtem ko pa je risba neznanega Šlezica iz leta 1713 sebuje 21. Marjeta Ciglenečki pa meni, da bi dvorec lahko imel 34, 42 ali pa celo 50 stolpičev. Raziskovalci si sprva niso bili enotni niti glede tvorisa dvorca. Fischerjeva topografija je bila prva, ki je dvorec prikazovala v prvotni podobi, vendar tej podobi upodobitvi ni verjel nihče, saj je takšna zasnova predvidevala tipično centralni dvorec. Nace Šumi je združil Fischerjevo upodobitev z risbo Šlezica in predvidel jedro s 4 vogalnimi stolpi. Temu je nasprotoval Jože Curk, ki je menil, da takšni prostori niso bivanjsko uporabni, zato je Šumijevi razlagi nasprotoval. Meni
Menijo namreč, da je dvorec sestavljen iz enega osrednjega in 4 prečno postavljenih traktov. S to postavitvijo bi tloris predstavljal obliko črke H. Po požaru, do katerega še pridemo, pa so raziskovalci z obnovitvenimi deli in sondiranjem lahko preverili vse te omenjene nasprotujoče trditve. Tako so v baročnem jedru odkrili staro stolpasto jedro iz leta 1592. To je bila preprosta pravokotna enonadstropna stavba, ki je bila pozidana v merah 23,5 x 13 metrov. To zasnovo je nato grof Maksimilijan Turn preoblikoval. Pritličje je spremenil v reprezentančno stebrično avlo, nadstropje pa je povišal za približno 3 metre in s tem pridobil prostor za glavno dvorano. Ta glavna dvorana naj bi bila po opisu ptujskega zgodovinarja Simona Pogodna poslikana z 163 upodobitvami rimskih cesarjev, vse od Julija Cezarja pa do Karla VI. Raziskovalci so odkrili, da je dvorana res vsebovala galerijo cesarjev. Štuk okrog te galerije pa ni oddajal le galerije, marveč tudi prestirana polja, v katerih so bili prizori bitk. V tej stari zasnovi štoka oziroma starem jedru je grof Maksimilijan prislonil v vogale 4 pravokotne stolpe. Te stolpe so na vogalih bile postavljene baročno oblikovane kape, ki pa so jih še dodatno izpostavljali stolpi oziroma stolpiči. Nad srednjim delom dvorca se je pohitila mansardno oblikovana kupola, raziskovalci pa so sklepali, da je v tem času bila to prva in za določen čas tudi edina kupola v našem prostoru. To baročno zasnovo so nato okrnile različne prezidave, ki so sledile po nastopu naslednjih lastnikov. Če pogledamo zgodovino vrtne zasnove, zgodovinskih virov za rekonstrukcijo parka okrog gradu Turnišča je zelo malo. Ko je grof Turn Valsasina zgradil ta dvorec, je najverjetneje uredil tudi prvo vrtno zasnovo, vendar o njenih oblikah in njeni velikosti nimamo prav nobenih podatkov. Najstarejša upodobitev grajskega kompleksa je Fišerjev bakrorez, vendar nam avtor pokaže zgolj mejo parkovne zasnove, konkretne upodobitve parka pa ne vidimo. Starejšo vrtno zasnovo lahko nato spremljamo na izseku žetinskega vojaškega zemljevida, kjer nam v oči tako pade tipična strova os, ki teče od zahoda preko glavnega dvorca in do vzhoda v Pozidju. Os je zasnovana z drevoredom, na severni strani pa vidimo tudi naravna jezera, ki črpajo vodo iz Studenčnice. Naslednji dokumentiran vir je upodobitev grajskega kompleksa na Franciskejskem katastru iz leta 1824. Ta kataster nam še lepo kaže takratne manire baročnega parka z vrtnimi zasnovami. Parter je razdeljen na več manjših gredic. Med drugim pa vidimo tudi grajski kompleks z okolico in Studenčnico. Naslednja in zadnja kartografska upodobitev pa je Franciskejski kataster iz leta 1872. Na tej karti so že lepo vidne spremembe, ki so nastale po novem lastniku leta 1827. Zaznamo jih tako na vrtu, kot tudi na samem objektu. Vrt je že preoblikovan v tipično angleško-krajinski slog, povečan in razširjen je vse do ceste na jugu, urejene so pa tudi travnate površine in prosperovalne poti. Današnji park je še najbližje upodobitvi na tem zadnjem katastru. Park se razprostira do ceste in do dovoznih poti. Iz nekoč dostopne strani na zahodu pa lahko v vegetaciji še vedno čutimo osrednjo os dvorca, ki se tako počasi zarašča. Park ima danes sicer rekreativno funkcijo, v njemu so urejene sprehajalne poti. Danes je grajski kompleks zavarovan z več varstvenimi odloki. Najprej je bil zavarovan vrtni kompleks, že leta 1979, nato pa še dvorec 10 let kasneje. Ko je vlada Republike Slovenije sprejela zakon o varstvu kulturne dediščine, je izdala tudi odlok o razglasitvi gradu in parka za kulturni spomenik državnega pomena. To pa pomeni, da je potrebno za vsako funkcijo na kulturnem spomeniku je potreben pisno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Kot sem že dejala, je podoba dvorca, ki jo je dal pozidati Maksimilijan Turn, skozi čas doživela več sprememb, ki jih lahko spremljamo skozi različne debute in pa fotografije. Prva večja pozidava je potekala že leta 1827 in sicer pod naročnikom Antonom Schoenfieldom. To predelavo lahko vidimo na Kajserjevi veduti iz leta 1832. Šlo pa je za to, da je takratni lastnik zazidal 2 hiši od 4 dvorišč v bočnih fasadah,
potem pa je dvorec pridobil tloris v obliki črke H. Bočne stene pa so začele delovati napačno kot enodite stene. Posegale tudi v notranjost dvorca in sicer znižale osrednjo dvorano do višine vogalnih stolpov na tak način, da je porušil vrhnji del. S tem so pa notili streho, ki pa je takrat izgubila bogato baročno kompozicijo kupol, strešin in stolpičev. Hkrati so uničili tudi freske v glavni dvorani in odstranili galerijo cesarja. V notranjost sicer niso toliko posegali, so pa dodali nekaj predeljnih sten. Stavba je s temi prezidavami postala bolj praktična, pocenilo in poenostavilo se tudi njeno vzdrževanje. Schoenfeld je tako obnovil velik del dvorca, zasadil je tudi angleški park, vendar je na drugi strani dvorec izgubil svojo slikovitost. Leta 1877 so pod lastnikom Jožefom Marjem v graščini celotno zamenjali svojo originalno baročno fasado in nadomestili skromnejšo neobaročno. Po letu 1884 se je na to pojavilo veliko gospodarskih sprememb, ki so vplivale na dvorec, najbolj v času po drugi svetovni vojni, ko je ta postal sedež že omenjene kmetijske šole. Leta 1883 so postavili Lipiki tudi znamenito konjušnico. V času po vojni pa so gospodarska poslopja okrog dvorca doživljala različne predelave, največkrat zaradi kmetijske modernizacije. Najslabši časi so se pojavili v 80 letih prejšnjega stoletja, ko je graščina ostala brez uporabnika. Leta 1986 se je Zavod za varstvo kulturne dediščine odločil, da bo se lotil zaščitnih konzervatorskih posegov znotraj dvorca, vendar je ravno takrat prišlo do požara. 19. maja leta 1987 je namreč zaradi malomarnosti zagorelo ostrešje. Požar je uničil 800 kvadratnih metrov površine, od tega samo na ostrešju 220 kvadratnih metrov. Pred požarom, ko se je Zavod odločil, da bo izvajal konzervatorske posege na gradu Turnišče, je nameraval izvajati posege tudi na bližnjem gradu Ravnopolje v Kungoti, vendar ker je prišlo do požara, se je morala mestna občina Ptuj, takratna lastnica obeh objektov, odločiti, kateremu izmed dvorca bi namenila sredstva za obnovo. Zaradi požara se je odločila za Turnišče, to pa je tudi bil razlog, da je Ravnopolje začelo propadati. Po požaru se je tako Zavod odločil, da bo saniral ostrešje, istočasno pa so prišli na idejo, da bi dvorec lahko rekonstruirali. Do katerih ugotovitev so prišli, smo že povedali. V tem času pa so izdelali tudi te dve skice, gre za rekonstrukciji pred in pa po letu 1827. Raziskovalci so ugotovili, da bi na sliki levo vse komunikacije v gradu potekale preko odprtih arkadnih hodnikov in poglavne dvorane, kar bi bilo za zahteve tistega časa nesprejemljivo. Zato so spremembe na desni sliki postale popolnoma razumljive, izboljšala pa se tudi komunikacijska mreža znotraj objekta. Kot sem že omenila, je dvorec 1877 zamenjal svojo baročno fasado z novo neobaročno. Sondiranje pa je pokazalo, da je bila fasada v tem času močno spremenjena, na drugi strani pa tudi zelo poenostavljena. Danes so se ohranile kamnite obrobe oken, odstranili pa so trikotne in ločne zaključke nad okni. Odstranjeni so bili tudi baročni pilastri, vendar niso v celoti bili ometov, tako da bi danes teoretično se še dalo rekonstruirati takratno baročno fasado. Ravno zaradi teh ohranjenih ometov lahko danes še vedno vidimo stisnjene ovale in pa trikotne ločne zaključke, ki jih najdemo tudi na starejših upodobitvah. V času saniranja na gradu Turnišče je Zavod odstranil tudi moteče predeljne stene, ki so se postavile za potrebe kmetijske šole, popravili so razpoke, odredili so temelje, dogradili pa tudi glavno dvorano nazaj na njeno nekdanjo višino 9 metrov. V 90. letih je dvorec postal tarča vandalizma, zato so se na Zavodu odločili, da bodo v njemu uredili hišniško stanovanje, ki pa je bilo končano leta 1993. Še povemo nekaj besed o arhitektu. Na osnovi slogovnih značilnosti je Igor Stopajš leta 2007 novo gradnjo pod naročnikom Maksimilijanom Turnom Valsasenu pripisal Johanu Joachimo Perronneju, enemu izmed pomembnih predstavnikov lombarske družine arhitektov. Ta je bil krščen 22. julija 1653 v Gradcu, izobraževal se je pri svojem očetu, Francu Izidorju. Čez 3 leta je na to začel delovati samostojno, bil je sprejet v
postal pa tudi samostojni stavbni mojster. Vse do smrti svojega očeta je z njim sodeloval, šele na to pa je sprejel službo štajerskega deželnega stavbnega mojstra. Umrl je novembra 1713. Njegov obsežen opus obsega tako dela na slovenskem, kot tudi na avstrijskem štajerskem. Sapač pravi, da je pri fasadah upravljal motiv izmenjujočih se trikotnih in polkrožnih okenskih čel in členjene fasade z polkrožnimi folije. Ta motiv smo že prepoznali na fasadi turnišč. Po arhivskih virih in slogovnih značilnosti so Karlovu na avstrijskem štajerskem pripisali naslednja pomembnejša dela. Gradnjo palače Athens, manjša obnovitvena dela v Egenbergu, letni refektorij Vinritskega samostana v Gradcu, samostansko cerkev v Pölovu in tako naprej. Deloval pa tudi na slovenskem štajerskem, vendar je njegov opus tu manj raziskan. Na osnovi slogovnih značilnosti pa so ga pripisali naslednja dela. Prezidal v gradu Brežica, prvo baročno prenovo Podčetrtku, novo gradnjo dvorca Štatenberg, gradnjo Dornove za Zoverje, prezidal v gradu Slovenski Bistrici in tako naprej. V času, ko je naš arhitekt pozidal dvorec Turnišče, je nedalek stran sočasno potekala še ena prenova, in sicer na dvorcu Dornova. Herberštajni so leta 1676 Dornovo prodali grofu Zoverju, ki je po leta 1680 pričel z obnovo traku. Raziskovalci menijo, da so oba dvorca spreminjali istočasno, saj so prišli do naslednjih skupnih elementov. Oba dvorca imata troladijsko vhodno vežo, obe stavbi imata sorazmerno enostavno členjene okenske okvirje z izmenjujočimi trikotnimi in nočnimi zaključki. Obe stavbi sta bili členjeni s plitvimi ovali in obe stavbi sta imele vogale podarjene z naslikanim šivanjem rogom. Današnje stanje dvorca. Današnji tloris je v obliki črke H, kar v bistvu ostaja že vse od leta 1827. Graščina danes ostaja nastropna, odpira pa se smeri vzhod-zahod. Danes se v dvorec stopa iz zahoda skozi gospodarsko dvorišča, medtem ko pa se je nekaj stopalo skozi zapuščen vhod v obzidju in preko drevoreda. Stavba danes deluje zgolj v podolžni osi, zato se zdi, da so krila glavno jedro, ki pa jih osrednji del zgolj povezuje. V resnici pa je glavno jedro osrednji del z glavno vežo, vendar so kasnejše prezidave to funkcijo izničile. Nekdanji vhod na zahodni strani po večini ostaja enak, nedotaknjen. Gre za iz treh straneh zaprto dvorišče, ki ga oklepata severno in južno krilo objekta. Tako stranske kot tudi osrednji trak pa povezujejo arkadni hodniki. Tako južno kot severna fasada sta identični, 11 osni, obe imata namreč tako v pritličju kot tudi v nadstropju po 11 oken, med njima pa teče močan mejni večni zidec, ki teče tudi tik pod strešjem, vendar je tam plitkejši. Današnji vhod na vzhodni strani pa je doživel več sprememb kot tisti na zahodu, kar je razvidno že na prvi pogled, čeprav v osnovi načelno ponavljajo fasadno shemo. Na zahodni strani so vsi trije arkadni loki v pritličju in nadstropju enako široki, medtem ko so jih na zahodnem zožili. Na tej strani so tudi v nadstropju zazidali osrednjo arkado, kar pa sicer še poudarja osrednjo os stavbe. Pritličje je v celoti obnovljeno, kar pa je posledica prebivanja stanovalcev, zato je tudi prepleskan celoten hodnik z oboki, zamenjano pa so tudi okno. Danes se v grad stopa iz te strani, skozi ograjeno dvorišče prebivalcev. Stopimo v pritlično avlo, ki sloni na 4 stebrih, ti 4 stebri pa nosijo 9 križno obokanih pol. Iz te pritlične avle lahko pridemo v severno in južno stran objekta, kjer se nahaja več pravokotnih sob, prav tako pa v severno in južno stran v nadstropje vodi dvoravno stopnišče. To stopnišče je nekoč obdajala lesena balustradna ograja. V avli je bila tudi križno grebenasta obočna stena, danes pa je v avli zgolj samo še kamin v zahodni steni. Celoten osrednji del gradu pa zavzema glavna dvorana, ki je postavljena prečno, odpira pa se v smeri zahoda. Kot sem že dejala, je ta od leta 1827 naprej doživela več sprememb. Trenutno je pozidana nazaj na njeno nekdanjo višino 9 metrov, zato ima tudi obnovljen in prepleskan strop. Iz glavne dvorane lahko pridemo v
v nadstropju v severni in južni trakt, kjer se nahajajo sobe pravokotne oblike. Vse so med seboj vezane z vhodnimi portali, ki so postavljeni v isti osi. Sobe so prazne, v nekaterih je ostal zgolj še kamin, v drugih pa okenski okvirji. Grad je danes vse od požara naprej brez oken, prav tako ne vsebuje pohištva, kot sem že dala, so ostali samo še določeni vratni ali pa okenski okvirji. Pogled v nekdanjo opremo dvorca lahko dobimo v filmu Rdeče klasje, ki je bil posnet leta 1970, prav tako pa tudi iz fotografij zapuščine Lipitov. Tu pa lahko dobimo predstavo o gradu, preden je ta bil popolnoma izpraznjen. Sedaj še zadnji sklop. Največji problem dvorca je zagotovo problematika njegove rabe. Dvorec je izpraznen že vse od izselitve poklicno-poljedelske šole leta 1979. Vse od takrat naprej je dvorec bil prepuščen sam sebi, nato je v 80-ih letih sledil še požar, restauratorska dela, nato pa samivanje. Ob neposrednih pritiskih na mestno občino Ptuj se je v začetku leta 2014 izoblikovala komisija za pripravo načrta rabe kompleksa Turnišče. Občina Ptuj je namreč izdala razpis, kjer je lahko vsak občan prispeval svoj predlog za izrabo dvorca. Predlog je mora biti sestavljen iz vsebinskega, infrastrukturnega in finančnega vidika. Zasedanja te komisije so trajala lansko leto, vse od februarja pa do julija. V pol letu so obravnavali 11 predlogov, ki so jih ustrezno ovrednotili in argumentirali. Bistvena naloga komisije pa je bila, da pripravi strokovno podlago. Če si sedaj pogledamo te predloge, največ točk je dobil prvi predlog biotehniške šole. Ta šola bi namreč v dvorcu oziroma v celotnem kompleksu namestila center za podjetniške rešitve. Njihov program zajema tako grad kot park, ter tudi ostale objekte in zunanje površine. Znotraj gradu pa bi uredili razstavno, koncertno in gostinsko dejavnost ter predavalnico za potrebe šole. Drugi predlog je predlog Sama Strelca, ki ga je poimenoval MUS oziroma Muzej uspehov Slovenije. Njegovo idejo pa vam bo predstavila v krajšem videu. Naslednji predlog je predlog Ljudske univerze, ki meni, da je potrebno ohraniti grajsko stavbo kot izziv za proučevanje njenega nastanka. Zato predlagajo, da bi se znotraj stavbe izvajal izobraževalni proces za bodoče in sedanje turistične lokalne vodnike. Četrti predlog je prispevala Matija Renko. Njena ideja je usmerjena predvsem v izobraževalne namene mladih, saj bi grajsko stavbo izrabila za strokovne in znanstvene simpozije in kulturne prireditve, kjer bi mladi lahko realizirali različne ideje. Peti predlog je podal Marko Berlič v imenu podjetja Umar. Uredil pa bi športno-rehabilitacijski center za konje, uporabil pa bi tudi bližino termalne vode. Šesti predlog je predlog Polone Rajh, ki je med študijem socialne gerontologije razvila projekt z naslovom Hotel prilagojen starejšim in invalidnim osebam. Meni namreč, da je to gre za popolnoma novo storitev, ki bi poživila turistično ponudbo kraja. Sedmi predlog je predlog Ksenije Kampoš iz Fakultete za arhitekturo, ki je istočasno tudi to njena magistrska naloga z naslovom Idejni predlog prenove kompleksa Turnišče pri Ptuju v turistično-izobraževalni center. Osmi predlog je podala Tamara Pekralj-Kološec v imenu zasebnega vrtca Vilinski gaj iz centra Ptuja. Želijo se namreč preseliti iz centra Ptuja v kompleks Turnišče, saj je ideologija vrtca povezana z naravo, z zdravim načinom prehranjevanja in z ekološkim načinom življenja.
Deveti predlog je predlog Romana Vnuka. Gre za občana, ki je sicer rojen na Ptuju, vendar danes živi v tujini. Zato se tudi njegov predlog navezuje na obnovo središča konjskega športa v severovzhodni Sloveniji s pripadajočim mehančnim centrom. Predzadnji predlog je sicer bolj kot razmišljanje, vezano pa je predvsem na turizem. Aleš bi namreč znotraj tega kompleksa ustvaril tematski park. Podarja namreč, da so takšni parki v svetu zelo razširjeni, medtem ko jih imamo v Sloveniji zgolj nekaj. Predlog, ki ga mu je komisija namenila najmanj točk, pa je predlog Danice Starkel, gre za ravnateljico dijaškega doma na Ptuju. Ta pa se zavzema za izrabo kompleksa izključno za izobraževalne namene biotehniške šole. Trenutno so vse odločitve glede rabe gradu na plečih mestne občine Ptuj, že vse od predlanske jeseni, ko je ta postala lastnica objekta. Župan je sicer v letu 2014 res ustanovil komisijo. Ta se je odločila za dva predloga, ki sta zbrala največ točk, to je predlog biotehniške šole in predlog sama strelca. Vsi ti predlogi so bili takrat tudi podani na občino, ta pa se je odločila, kaj bo z objektom. Nace Šumi je ugotovil, da je Štajerska pokrajina bogata z baročnimi gradovi in dvorci. Obdelali smo turnišče, v njegovi bližini se nahaja še Dornava, Štatenberg, Podčetrtek, Slovenska Bistrica, Betmava, Maribor, Novo Celje. Od vseh teh naštetih spomenikov pa je v najslabšem stanju prav dvorec turnišče, zato je tudi skrajni čas, da dobi svojo primerno rabo. Vendar bo zato potrebna konkretna obnova in specifičen cilj, ki bo dvorcu prinesel dolgoročne želene spremembe na bolje. Dovolj je že, da smo z različnimi predelavami in prenovami v preteklih stoletjih izgubili marsikatero baročno trdino, ki je dvorec postavljala na vidnejšo mesto baročnih stavb pri nas. Danes je tako dvorec zgolj le še od mnogih, ki sicer dopolnjuje baročno bogato kulturno dediščino Slovenije, vendar izgublja stik s sedanjostjo. Tako hipoteza o mogoči primerni rabi objekta v bližnji prihodnosti ostaja odprta, saj na mestni občini Ptuj trenutno še ni podanih konkretnih dejstev, ki bi dvorcu omogočala boljšo in svetlejšo prihodnost.